Danes v novicah med drugim. V Sevnici gradijo šolo s prilagojenim programom. Mirnopeški svetniki potrdili rebalans proračuna. Krvodajalska akcija Čast in pol litra tudi to jesen. Lepo pozdravljeni. V Sevnici je stekla gradnja nove šole s prilagojenim programom. Naložba je vredna okoli 4 milijone evrov, od tega je dober milijon sofinancerskih sredstev. Na terenu so že porušili del starega vrtca. Skopi so dokončani, položen je geotekstil, polaga se tamponska cona, kanalizacijska dela so v bistvu tudi že končana, se pravi bypass vodovoda in pa elektroinštalacija je tudi narejen. Te rušitvena dela v prizidku vrtca so tudi že končana, tako da se dogaja na veliko. Z naložbo bodo pridobili telovadne prostore in prostore za učitelje, pa še marsikaj. V osnovi bomo pridobili 2 specialni učilnici, ki so zdaj neobstoječe, ena za gospodinjstvo, ena za računalništvo. Drugo, kar je zelo pomembno, da bomo pridobili dostopno stavbo, ki bo uporabna za vse naše otroke. Tretje, najpomembnejše pa je to, da bomo v bistvu pridobili tudi prostore za nego, se pravi tistih otrok, ki to potrebujejo, ki tudi zdaj nimamo. Na tak način bodo ti otroci, ki so res najranljivejši, pridobili nov sodoben prostor za šolo s posebnimi potrebami. V tem objektu postaneta tudi 2 oddelka predšolske vzgoje, vrtca. Najbolje pa se, kot že omenjeno, zaradi dostopnosti veselijo nove lokacije. Trenutno nam je največjo težavo predstavljal klanec do šole, kajti otroke potiskati, ki imajo 50-60 kg v klanec, je tudi zame kar veliki izziv. Veseli nas tudi to, da bomo blizu vseh dejavnosti, ki jih mi potrebujemo, se pravi zdravstveni dom, železniška postaja, avtobusna postaja, trgovine. Rok za izgradnjo šole je 2 leti. V krajevni skupnosti Stopiče pa so se že razveselili na novo asfaltirane ceste od Brezovice do Velikega Orehka. Pred skoraj četrt stoletja so cesto razširili in od takrat so čakali na denar za asfaltiranje. In ga letos dočakali. Kot je bilo slišati na slovesnem odprtju, predstavlja asfaltiranje odsek pomembno pridobitev za vas. Zelo smo veseli, da smo pridobili tole novo cesto, povezavo med Brezovico in Velikim Orehkom, ki bo našim otrokom omogočala bolj varno pot v šolo, hkrati pa tudi krajšo in hitrejšo pot do avtobusnih povezav tudi prebivalcev Brezovice. V tej vasi živi 37 vaščanov z otrokmi, od tega je 16 otrok, to se pravi, da skoraj 40% je mlajše populacije, tako da v to vas, kakor se mene tiče, se splača izboljšati varno pot. Predvsem tukaj imamo v mislih vse mlade šolarje, ki tukaj hodijo na svoji šolski poti in verjamem, da bo to tukaj tudi marsikomu bolj prijetna in boljša cestna povezava in na nek način s tem tudi kažemo, da enakomerno skrbimo za razvoj celotne občine. To pa ni edini projekt v stopiški krajevni skupnosti. Med drugim so sanirali nevaren odsek na cesti v Dolnji Težki vodi, v teku pa je, na primer, gradnja pločnika v Črmušnicah. Mirnopeški občinski svetniki pa so na zadnji redni seji največ pozornosti namenili rebalansu letošnjega in proračuna za prihodnje leto. Oba so sprejeli decembra lani. Pri obeh, pravi župan Andrej Kastelic, gre predvsem za uskladitev z novim stanjem, saj so v pol leta prejeli 3 odločbe o sofinanciranju večjih naložb, sicer že predvidenih v obeh proračunih. Odločbe oziroma sklepi, ki so jih prejeli za naložbe, tako z državnimi kot občinskimi sredstvi, znašajo skoraj 6 milijonov, pojasnjuje Kastelic. Zato so tudi naši proračuni temu primerno visoki in v letu 2022 nekako 7 milijonov, blizu 7 milijonov 800 in v letu 2023 nekaj preko 12 milijonov. Letos je tako investicijskih odhodkov dobrih 57 in prihodnje leto 67%. Na razpisih so bili, kot rečeno, uspešni s prijavo 3 naložb.
Energetska sanacija te stavbe, muzeje in pa tudi postavitev razstave Toneta Pavčka. Druga je, da smo mislim, da v juniju mesecu dobili iz naslova okrevanja za vodovode cirka 2 milijona in sicer na ta način naj bi vse sekundarne vodovode pokrili. Sredstva za slednje bodo lahko črpali do leta 2026, dodaja, s čimer bodo lažje zagotavljali lastne vire. Nedavno pa so z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli še sklep za sofinanciranje celovite ureditve gospodarsko-poslovne cone Dolenja vas v višini 1,3 milijona evrov, medtem ko je celotna vrednost projekta pa v 3 milijon. In za ta del bo potrebno pridobiti tudi določena zemljišča v coni za samo infrastrukturo, 50% je sofinancirano z ministrstva. Poleg tega smo se pa odločili, da bomo poskušali pridobiti tudi določene zemljišča v samem centru. Da bi se lahko, skladno s prostorskim dokumentom, ki ga pripravljajo, usmerili v stanovanjsko gradnjo, predvsem varovanih stanovanj za starejše. Župana sicer žalosti, da so bili s projektom postavitve razstave Toneta Pavčka neuspešni na razpisu Ministrstva za kulturo, glede na to, da so doslej veliko vložili v muzej. Kmalu bomo volili novega predsednika države, kmalu zatem pa še vodje občin. V tekmo za naziv župana oziroma županje Brežic se je podala tudi Mojca Florjanič. Ima podporo 4 strank. 51-letna pravnica dela na finančnem uradu Brežice. V prostem času je, kot pravi, najprej mama, nato pa še prostovoljka, amaterska kulturnica, je namreč predsednica kulturnega društva Drugi oder in someljejka. Zakaj pa jo zanima županovanje? Zaradi tega, ker sem človek izzivov. Drugič zaradi tega, ker so Brežice postale prva občina v Sloveniji, ki je združila 4 velike stranke, se pravi SD, Desus, Levico in pa Gibanje Svoboda. In to je bil trenutek, ki mi je dal zagona, da je to pravi trenutek za aktivacijo. Po njenem mnenju je v Brežicah treba še veliko postoriti in izboljšati. Definitivno se bom najprej lotila gospodarstva, ker se mi zdi, da je to segment, ki je najbolj potreben za ustvarjanje dodane vrednosti v občini Brežice. Potem se bom lotila spremembe stanovanjske politike, mislim, da so potrebne korenite spremembe na področju turizma, na področju enovite infrastrukture in pa na področju kulture in športa. Za vse je treba zagotoviti zadostna in enakomerna finančna sredstva iz brežiškega proračuna, še doda. Nogomet ima v Novem mestu 100-letno tradicijo. Mineva pa tudi 30 let od imenovanja nogometnega kluba Elan Studio D. Ob tej priložnosti so se nekdanji igralci srečali na veteranski tekmi. Srečanje je bilo namenjeno tudi druženju nekdanjih klubskih igralcev in funkcionarjev iz takratnega obdobja. Želimo na ta način poudariti v bodoče tudi samo zgodovino oziroma da jo pač ne pozabljamo. Klub je prešel zelo težka obdobja v zgodovini. Dejansko smo dostikrat brez sredstev, brez osnovnih materialnih zadev klub vodili. Fantje so zelo veseli, kadar se srečajo, si imamo zelo veliko za povedati. Tako da zadnje je bilo naj živi nogomet naprej, v naših srcih je še zdaj in je bil vedno. Na tekmi, ki je imela tudi dobrodelno noto, saj so zbirali sredstva za družino iz Novega mesta, so igrali proti veteranom iz nogometnega kluba Olimpija. Nogometni veterani so se združili za dober namen pa imajo tudi v študentski organizaciji Slovenije. Do konca meseca namreč pozivajo študente k darovanju krvi. Akcija poteka v večjih krajih po Sloveniji, tudi v Novem mestu. V bazo krvodajalcev želijo povabiti čim več študentov in tako med mladimi odraslimi spodbuditi zavedanje o nujnosti pomoči sočloveku. Tokratna akcija je še posebej pomembna, saj je bilo v zadnjih 2 koronskih letih za več kot tretjino manj novih krvodajalcev. Prvič je prišla na krvodajalsko akcijo študentka Fakultete za zdravstvo. Zato sem se odločila, da bom lahko čim večjim ljudem pomagala pri njihovih boleznih. Zato, da bodo tudi moji prijatelji darovali kri in bom čim večkrat spodbujala in tudi sama bom z njimi šla
ko bo šli oni prvič, da bom jaz lahko še večkrat darovala kri. Slogan Častim pol litra je tisti, ki v bistvu se je prijel in mladi na te krvodajalske akcije se dobro odzivajo. Vsako leto pač pridobimo tudi nekaj takih, ki prvikrat darujejo kri. In to nam je v bistvu bistvo. Kot dodaja, je na območju njihovega delovanja vsako leto med 300 in 500 mladih, ki prvič darujejo kri. Mi spodbujamo krvodajalstvo v srednjih šolah na ta način, da organiziramo predavanja o krvodajalstvu in seveda krvodajalsko akcijo. V Sloveniji vsak delovni dan potrebujemo, da zadostimo potrebam zdravstva po krvi od 350 do 400 krvodajalcev. Trenutne zaloge krvi niso zadovoljive, predvsem primanjkuje vseh negativnih enot, zato smo zelo veseli trenutne študentske krvodajalske akcije. Vabijo torej vse zmožne darovati življenjsko tekočino. A kot poudarja Ozimkova, bi bilo zaželeno, da na centrih za transfuzijo vnovič uvedejo skupinske akcije mladih, ki se tako odzovejo v večji meri kot s posamičnim naročanjem. Dolenjski ornitologi in ljubitelji ptic so se minuli konec tedna zbrali na že 4. Ringaraji. Zdaj že tradicionalno 3-dnevno druženje so vnovič posvetili obročkanju pernatih živali. Mokrišče Zdravci v šmareški občini je vsem ljubiteljem ptic, skupaj jih je tja prišlo več kot 50, tudi tokrat ponudilo zvrhano mero užitkov. Ja, vsa mokrišča so idealni prostori za življenje. Ne? Vemo, voda in blato, to je ena taka krasna kombinacija za razvoj od mikroorganizmov do potem naprej. Cel stadij, kar pomeni ogromno hrane za ptice. Ki jim še kako prav pride na dolgih selitvenih poteh v toplejša prezimovališča. Obročkanje ptic so bili zaradi septembrskega deževja in poplavljenih zdravcev primorani 3-krat prestaviti, zato nekaterim vrstam tokrat ni bilo več mogoče nadeti aluminijastih obročkov. Je pa zato drugih vrst veliko več, ki se selijo kasneje. Se pravi, to so recimo trstni strnadi, sive pevke, taščice neverjetno velike. Taščic imamo letos, nikoli še nismo imeli, ogromno število. Skupaj kar 233 ptic, ki so pripadale 22 različnim vrstam, je letos obročkal tudi mladi, a prekaljeni poznavalec Ruj Mihelič. Glavni namen obročkanja je to, da se pravi, mi lahko sledimo premikanje ptic in ko tukaj recimo mi te ptice obročkamo in če jih nekje drugje ujamejo, pa lahko vemo, kje so se premikale. In v bistvu to se izvaja že zelo dolg let, to je ena najstarejših metod za preučevanje živali. Član Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije z Primorske je obročkanju v Zdravcih prisostvoval prvič. Opazovanje na številkah je neverjetno, po vrstah bi lahko bilo malo bolj raznoliko, ampak nekatere leta so taka, drugače pa je veliko zabave. V obročkanju, ki je potekalo tudi v večernih urah, pa so še posebej uživali najmlajši, ko so nazaj v okolje takole spuščali pernate prijatelje. Še predtem pa je za pravo malo simfonijo narave poskrbelo na tisoče škorcev. Gostje v naših večernih oddajah pa bodo poskrbeli za prijeten večer. Najprej ob 8. prisluhnite osebnosti septembra, to je postal legenda trebanjskega rokometa Alojz Radelj. O 8:30 pa sledi še županova ura s semiško prvo damo Polono Kambič. Ostanite torej v družbi vašega kanala in preživite lep večer.